Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o določenih spoznanjih, ki sem jih dobil za poslušanjem prvih nekaj posnetkov iz audio serije Journeys into the Afterlife, torej potovanja v onostranstvo oziroma v zasmrtje. To je nova audio serija, ki sem jo začel poslušati iz spletnega portala iQuaf, kjer so objavljeni tako imenovani meddimenzijski intervjuji, ki so nastali kot posledica odprtja meddimenzijskega kanala, torej medija, preko katerega sedaj v to stranstvo, v ta naš svet prihajajo točne in zanesljive podporne informacije glede tega, da razumemo, kako ta svet dejansko deluje in tudi kako je deloval sistem reinkarnacije. No, ti audio posnetki razkrivajo, da ko je človek umrl, si ti kot živo bitje, laično imenovano duša, zapustil telo in potem te je na oni strani pričakal tvoj varuh in te je potem naprej pospremil. Kdo so bili varuhi? Varuhi so bila bitja, ki so spremljala vsakega od nas, oziroma ne čisto vsakega, ker jih je bilo manj kot inkarniranih ljudi. Zato so v zadnjih letih lahko dajali spremstvo samo določenim ljudem, ki so bili na ključnih družbenih položajih, kot so vodje in podobno. In ti varuhi so tem ljudem govorili določene stvari, se pravi, proizvajali glasove v njihovi glavi, v njihovem umu, da so dobili potem neke ideje in odgovore na določena življenjska vprašanja. Ti varuhi, duhovni varuhi, so sebe zaznavali kot čista bitja in to zemeljsko dimenzijo kot nečisto dimenzijo, v katero smo bili ljudje vedno znova inkarnirani zato, da se naučimo nekih življenjskih lekcij glede na to, kako je Bog želel, da se jih naučimo. Ti varuhi so torej lahko imeli sposobnost komunikacije z nami, niso si pa upali priti v to dimenzijo, zato ker bi na ta način postali nečisti, bi se njihova vibracija zmanjšala. In po odprtju meddimenzijskega portala so spoznali ti varuhi, da je bilo trpljenje, ki smo ga ljudje doživljali oziroma ga še doživljamo v tej dimenziji, popolnoma nekoristno in ni omogočalo prav nobenega napredka glede zavedanja. Vse, kar se je dogajalo na tem svetu, je bilo zgolj z namenom ustvarjanja notranjih čustvenih konfliktov, da bi se proizvajale energije, ki so se potem kanalizirale v ta duhovna nebesna prostranstva, da so lahko ta bitja uživala visoke vibracije in te občutke energij. Varuhi so bili samo toliko v pomoč, da so ljudem dajali uteho, da so prinašali sporočila kot trpljenje je koristno,
vse je z nekim namenom, Bog že ve, kaj je prav, posameznik ne more vedeti, zakaj Bog želi, da se stvari delajo tako, kot se. Mi smo premajhni, da bi to dojeli. Potrebno je biti ponižen in poslušati navodila. In potem, ko se prečistiš, ko zvišaš svojo vibracijo, svojo frekvenco, imaš možnost, da prideš v višje te nebesne plasti oziroma ravni in prevzameš funkcijo kakšnega duhovnega varuha ali vodnika ali duhovnega mojstra. Vse to je bilo torej slepilo, so bile laži, za katerimi so naši varuhi in osebni vodniki nas držali v nezavedanju, da se nismo spraševali o smislu oziroma nesmislu življenja in našega trpljenja in da se je ohranjalo stvarstvo tako kot do sedaj, v takem delovanju nekih neenakovrednih razmer, ko so določena bitja igrala vlogo bogov, mi pa smo bili njihovi sužnji. Sedaj, po odprtju portala leta 1998, je prišlo do tudi začetka preobrazbe v onostranstvu, tako da so se ta duhovna bitja pokesala, si odpustila te svoje lastne samoprevare in določena prepričanja omejujoča, z katerimi so ohranjala neravnovesje na tem svetu. In sedaj tudi preko teh informacij, preko teh intervjujev prihajajo na ta svet določena znanja, za katerimi lahko mi razumemo to našo vlogo in vlogo v onostranstvu in da tudi vsak od nas prevzame odgovornost za svoje življenje, za svoje čustvene reakcije, da jih več ne dopuščamo, da ne ustvarjamo več konfliktov, ter da tudi na tem svetu, na zemeljski dimenziji, ustvarimo razmere medsebojnega spoštovanja, enakovrednega upoštevanja in da si bomo sposobni in pri volji deliti naravne vire na tem svetu enakovredno, tako da ne bo več nobenega pomanjkanja in nobene potrebe po ustvarjanju notranjih konfliktov in medsebojne tekmovalnosti in ustvarjanja vojn. Vabim vas, da se tudi vi poslušate te audio posnetke na spletni strani EQAF iz serije Journeys into the Afterlife. Povezavo do te serije boste našli v opisu tega videoposnetka. Toliko za danes, lepo se majte in nasvidenje.